Okej. Torej, lep pozdrav vsem. Upam, da se me sliši, da se slišimo, ker pred mano je kup enih črnih kvadratkov, tako da tudi potem med predstavitvijo, no, bi vas prosila, če bo kaj takšnega, kakšno vmes vprašanja, kakšni tehnični zatiki, da se kar oglasite, ker ne bom morala čisto točno spremljati, če ste dali kakšne reakcije ali če ste dvignili roko. Torej, moje ime je Katja Huš, prihajam iz okoljske organizacije Fokus, ki se zdaj med drugimi temami, s katerimi se ukvarjamo, je tudi energetska revščina. Na tej temi smo sedaj aktivni že dobrih 10 let, dobro desetletje. In tudi letos smo prevzeli vlogo tako imenovane nacionalne antene Evropskega svetovalnega središča za energetsko revščino. Angleška okrajšava je EPAH, tako da danes bom, potem ko bom govorila, bom uporabila kar to kratico, da ne bom dolgega imena vedno ponavljala. Po angleško je pa to kratica Energy Poverty Advisory Hub. To je torej pobuda Evropske komisije. In med drugimi, zakaj smo se danes zbrali, je tudi, da pripravlja se oziroma kmalu bo odprt tretji razpis EPAH za tehnično pomoč, namenjeno predvsem občinam oziroma lokalnim skupnostim za naslavljanje energetske revščine. Tako da jaz bom sedaj odprla, imam to kratko predstavitev na začetku, tudi nekaj mogoče še uvodnih besed o EPAH za tisti, ki še ne veste za to in kakšno mogoče podporo, kakšne vere lahko se vam nudijo pri vašem delu. Potem pa bomo povedali nekaj osnovnih informacij o tem razpisu, o prijavi, postopku prijave, kako izgleda sploh prijava. Nato pa na koncu, seveda bojo možnost za vprašanje. Jaz upam, da bomo lahko na večino teh odgovorili, če bo slučajno ostalo še kakšno, kako bi rekla, kakšno nejasnost, kakšno neodgovorjeno vprašanje, bomo pa tudi poskrbeli, da bomo s strani EPAH dobili odgovor za vas oziroma informacije za vas. Tako da bom zdaj začela, ker bom delila tale ekran, da boste lahko spremljali predstavitev, ki bo tudi po koncu webinarja vam posredovana. Takole. Se vidi? Vse? Okej. Torej, kot rečeno, danes je naša glavna tema podati nekaj osnovnih informacij in navodil glede razpisa za tehnično pomoč, ki prihaja prav kmalu. Zdaj, ta razpis je torej bo objavljen in je voden s strani EPAH, kot sem omenila. EPAH, Svetovalno središče za energetsko revščino, je torej neka taka skupnost akterjev, katere cilj je odprava energetske revščine v Evropi in to narediti predvsem preko povezovanja različnih deležnikov, ki delajo na tem področju, opolnomočenja predvsem lokalnih skupnosti za izvajanje ukrepov za zmanjševanje energetske revščine in pa to seveda narediti tudi tako, da bi to postala neka platforma, ki nudi strokovno znanje o energetski revščini. Torej, vizija oziroma poslanstvo EPAH-a je tudi postati ta neka osrednja platforma strokovnega znanja o energetski revščini v Evropi. In tudi že sedaj imate na voljo tudi na njihovi strani kar nekaj čisto tako strokovnih gradiv, ki vam lahko pomaga pri premisleku, kako zastaviti ukrepe, na primer zmanjševanje energetske revščine. Zato bom mogoče samo zdajle skočila, da vam pokažem in na spletni strani njihovi, recimo en uporaben vir, mogoče samo tako za omeniti, je za njihove publikacije, kjer imate vse od nekih, kako bi rekla, konkretnih primerov iz držav Evropske unije o izvajanju ukrepov za zmanjševanje energetske revščine do nekih tako imenovanih handbookov za različne faze razvoja ukrepov. Tako da vam priporočam, če niste še našli na tej strani, da se mogoče malce razgledate in najdete kakšno, tako bi rekla, strokovno gradivo, ki vam lahko pomaga pri vašem delu.
Zdaj, struktura EPAH je torej, smo rekli, pobuda Evropske komisije, sicer vodijo jo tak gorost organizacij, ki se že dalj časa ukvarja z energetsko revščino, te imate tu na levi strani zapisane, potem pa v posameznih državah članice so tudi tako imenovane nacionalne antene EPAH-a, v Sloveniji smo to Fokus, kot sem omenila, in predvsem skrbimo oziroma se trudimo, da potem vse te informacije, vse ta pomoč, podpora, ki je lahko nudena, ali priložnosti, ki so lahko nudene strani EPAH-a, da dosežejo v Sloveniji tiste, ki jih to zanima, ki so za to primerni, torej da dosežejo predvsem lokalno raven, da dosežejo občine, da dosežejo različne lokalne organizacije. Osnovni cilji torej EPAH-a so torej, da se vzpostavita neka podporna mreža, da se okrepi sodelovanje, izmenjuje znanje, izkušnje med akterji v Evropski uniji oziroma v Evropi, ki se ukvarjajo z energetsko revščino, da se tudi okrepi da se okrepijo neke podatkovne baze na tem področju, ki vemo, da so lahko sploh problem, da imamo mogoče neko pomanjkanje lahko podatkov na lokalni ravni, ki bi nam sploh omogočili neko tako ciljno reševanje problema energetske revščine. In pa ja, z vsem tem je eden izmed glavnih ciljev, da se v bistvu opolnomoči oziroma okrepi zmožnost izvajanja ukrepov za energetsko revščino, predvsem lokalnim skupnostim, občinam. In v ta kontekst seveda pade tudi razpis, ki ga danes predstavljamo, ki je predvsem seveda namenjen občinam. Razpis za tehnično pomoč se bo torej odprl naslednji teden, 16. februarja. Odprt bo več kot mesec dni, torej rok za prijavo je 31. marca ob 18. uri, torej ob 6. popoldan se zaključi. Prijava bo možna oziroma prijava se bo oddala na spletni strani. Tukaj so te dve ključni povezavi. Prva povezava, imate dokumente s podrobnostmi še o razpisu in pa potem sama spletna stran, na kateri se oddaja prijava. Zdaj, kot sem omenila, boste to predstavitev dobili tudi po seminarju, tako da se boste lahko sami tudi razgledali po teh povezavah. Lahko pa vam že zdaj pokažem samo tako, da si boste znali vizualizirati, kako to izgleda ta prva stran, torej, kjer lahko najdete tudi še sedaj več informacij in dokumente z večjimi informacijami za ta razpis. Se vam odpre na primer takšna stran, kjer lahko potem tudi priložite predlogo za prijavnico oziroma model prijavnice, da lahko vidite, tudi kasneje lahko jo na hitro pogledamo. Lahko vidite neke prejšnje primere, torej, ki so bili projekti, ki so bili izbrani na razpisu, samo tako, da mogoče si lažje generirate še sami kakšne ideje. No, potem ta sama spletna stran, kjer pa bi se pri tem oddajala prijavnico, pa zdajle zaenkrat še seveda ne živi, tako da če boste zdajle do 16. oktobra odpirali, se vam bo pojavila tale stran, no. Po 16. februarju pa bo tudi to zaživelo. No, zdaj v naslednjih minutah bi šli po teh treh korakih. Podali bi najprej nekaj splošnih informacij o razpisu, potem nekaj glavnih pravil za prijavo in potem tudi mogoče nekaj nasvetov, kako se pripravi dobra prijava, oziroma kako se prijavi dobra prijava, kaj se mogoče upošteva pri prijavah, ko se jih ocenjuje. Zdaj, seveda, razpis je pomemben predvsem zato, ker izzivi energetske revščine ostajajo, res se tudi krepijo zaradi naraščajočih stroškov za energijo, zaradi starajočega stanovanjskega se fonda in zaradi seveda obstoječih ali pa tudi naraščajočih ekonomsko-socialnih stisk prebivalcev. Hkrati pa je seveda na lokalni ravni, kjer se lahko zelo učinkovito tudi naslavlja ta problem. Vemo, da se soočamo ali soočate z nekimi omejenimi viri, čisto omejenimi časom, ljudmi, ki se lahko posvečajo tej temi, da tudi, kot sem že morda prej omenila, da imamo tudi lahko neko pomanjkanje samih informacij, podatkov o stanju glede energetske revščine, ki bi nam potem omogočalo razvoj tako dobro usmerjenih
ukrepov in da se zaradi tega so tudi neki izzivi pri načrtovanju, nekem takem sistemskem načrtovanju ukrepov na lokalni ravni. In zdaj tukaj vstopi kot ena izmed možnosti tudi ta razpis, ki, kot že v naslovu pove, gre za tehnično pomoč, torej ne gre za razpis, ki bi nudil financiranje za, kako bi rekla, celovito, ki je potrebno za celovito izvajanje določenega projekta ali za nakup opreme in podobno, ali za izvajanje energetskih obnov, torej gre za tehnično pomoč, ki jo potem nudi lokalni strokovnjak, bomo videli še v nadaljevanju. Predvsem je ta tehnična pomoč se trudi, da je zelo praktična, da je prilagojena na ta lokalni kontekst, in tehnična pomoč bomo videli, da lahko vse od tega nekega začetnega faze, torej tehnična pomoč pri na primer zbiranju podatkov, analizi stanja energetske revščine v lokalnem okolju, do potem bolj tehnične pomoči, ki je že povezana z izvajanjem določenih ukrepov, projektov. Prej sem že, ko sem omenila na to spletni strani tudi za ta razpis, da lahko najdete tudi primere iz predhodnih razpisov, torej uspešnih prijav. Tudi sicer na spletni strani tej generalni vam bomo poslali tudi po koncu nekaj povezav, lahko tudi se razgledate še širše, ne samo po primerih uspešnih projektov iz predhodnih razpisov, lahko tudi pogledate si zelo široko po takem atlasu, ki ga vodimo, torej različni ukrepi, projekti za zmanjševanje energetske revščine, ki se izvajajo v Evropi. To je samo tako, da mogoče, če potrebujete še nekaj, kako bi rekla, gradiva, ki bi vam pomagal pri razmišljanju o samih idejah, kaj je vse mogoče, je tudi to mogoče za začetno fazo fino imeti v mislih. Zdaj, kaj konkretno zdaj je ta tehnična pomoč, ki jo se bo potem nudilo izbranim prijavam. Torej, izbranih bo 50 prijav oziroma predlogov projektov in tehnična pomoč se bo nudila v obliki prilagojene podpore lokalnega strokovnjaka, tako čisto osebno, lahko tudi prek spleta po potrebi. Gre za tehnično pomoč v obsegu od 60 do 150 ur podpore in pa ta pomoč časovno traja največ do 9 mesecev. Seveda nudi se pa zato, ker to pomoč potem koordinira samo središče, torej EPAH, da je tudi vedno nekako, so tisti izbrani projekti so nekako potem povezani s to širšo mrežo EPAH, oziroma je že potem lahko dostop tudi do drugih, avtomatično virov informacij, nasvetov in tako naprej. Zdaj te seveda ure podpore so odvisne glede na pomoč, za katero se zaprosi v prijavi, nekoliko je odvisno tudi same države, iz katerih prihajajo predlogi, so malce različno, kako bi rekla, obtežene, ampak to je pa nekako, kako bi rekla, ta premica, ta spekter, od 60 do 150 ur tehnične podpore in strani lokalnega strokovnjaka, ki ga ni dobenega vnaprej, kako bi rekla, sestavljenega seznama teh strokovnjakov, ampak res glede na tisto potrebo, ki jo imate, potem EPAH tudi v sodelovanju seveda s tistimi, ki prijavljate, izbere primernega strokovnjaka za vaše potrebe. To so torej upravičenci tega razpisa. Razpis je torej predvsem cilja na občine, tako da v vsaki prijavi mora biti vključena občina. Zdaj, prijave so tudi dveh vrst, gre se za tako imenovane posamezne prijave, zdaj v angleški verziji, v angleščini to pomeni single proposals, in pa potem skupinske prijave, ki so bundle proposals, tako imenovane bundle proposals. Torej,
Občina, na primer, se lahko prijavi sama, torej, ko tule govorijo o lokalnih organih, kot vidite zapisano, to je v kontekstu Slovenije mišljeno občine. Torej, lahko se torej na razpis prijavi sama ena občina, lahko se prijavi ena občina skupaj z drugimi partnerji, ki jih imate na desni strani napisane, kdo vse so to lahko, različne nevladne organizacije, centri za socialno delo, na primer, zdravstvene institucije, raziskovalne institucije, energetske agencije, tudi so lahko podjetja, ki delujejo nekako, oziroma so vključena v neke te ukrepe, ki se bi jih naj izvajalo. Torej, posamezna občina s partnerji, zdaj v tej posamezni prijavi je lahko, če se ne motim, največ poleg občine še 2 druga partnerja sta vključena. Zdaj v teh skupinskih prijavah, za skupinske prijave pa pomeni, da se skupaj poveže več občin in se skupaj prijavijo, ne, torej imajo neko skupen angažma. Torej, te prijave vključujejo pa najmanj 2 občini in maksimalno 10 občin, ki so skupaj v tem konzorciju. Lahko pa tudi poleg, tako kot prej pri eni občini, lahko tudi to, ko je več občin skupaj povezano, se vključi tudi druge partnerje. Mislim, da največ v skupinskih prijavah pa lahko največ 3 te druge partnerje, ki niso občine, zraven se vključi. Tako da to je glede samih upravičencev. Torej, za kakšen tip pomoči pa se vse lahko zaprosi. Gre torej za tip pomoči, ki je potrebna lahko v različnih fazah nekega naslavljanja energetske revščine, torej lahko je za tip pomoči že v fazi neke diagnoze oziroma analize, torej zbiranja, pomoč pri zbiranju podatkov, torej identificiranju ranljivih gospodinjstev v vašem okolju, sploh, ne vem, izbiranju teh specifičnih kazalnikov, na kakšen način mogoče v lokalnem okolju pridobiti dodatne podatke. Vemo, da v Sloveniji seveda nekako ta raven, do katere imamo vse podatke o stopnji energetske revščine, gre na raven statističnih regij, zdaj kaj bolj podrobneje pa saj na nacionalni ravni nimamo trenutno dostopno. Tako da lahko je neka podpora za to, za samo, kako bi rekla, analizo stanja, diagnostiko energetske revščine v vašem okolju. Potem gre za tehnično pomoč pri samem načrtovanju nekih ukrepov za zmanjševanje energetske revščine v vašem okolju, na primer, če bi pripravili, ne vem, akcijski načrt z ukrepi za zmanjševanje energetske revščine. Torej, to se gre za bolj neko, kako bi rekla, strateško načrtovanje, v kakršnikoli zdaj obliki to mogoče bi pri vas potekalo. In pa seveda potem tudi tehnična pomoč, ki je pa mogoče potrebna, če že izvajate kakšen pilotni projekt, ga imate v mislih, pa bi vam neka tehnična pomoč bila dobrodošla, na primer pri kakšnem pomoči pri vzpostavitvi, recimo točk vse na enem mestu. To se je dosti, se mi zdi, v predhodnih razpisih tudi delalo v drugih državah, tudi Evropske unije. Če izvajate kakšne kampanje tudi za ozaveščanje gospodinjstev, za, ne vem, povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni. Torej, če že imate torej neko zamisel ali že izvajate, načrtujete izvajati prav določen, ne vem, kampanjo, ukrep, tudi in tukaj bi potrebovali neko to spet bolj pomoč nekega strokovnjaka za določeno področje in ne seveda za, ne vem, kritje stroškov za, ne vem, tiskanje materiala ali za neko nabavo opreme, to seveda ne pride v poštev. Vse drugo pa lahko se razmisli. Torej, podpora v teh različnih fazah, recimo naslavljanja energetske revščine, in ni nujno, da zajema vse 3 faze, torej kjer se trenutno nahajate in kjer potrebujete to pomoč. Zdaj, kar je vredno omeniti, je tudi, da od 50 teh izbranih predlogov bo 20 teh predlogov tistih, ki bo naslavljalo tako imenovano hudo energetsko revščino, oziroma v angleščini bo ta izraz severe energy
poverty. In tukaj seveda EPAH ima že neko metodologijo, po kateri so identificirane določene območja po Evropi, ki so bolj izpostavljena energetski revščini oziroma tej hujši obliki energetske revščine. Ampak hkrati bo pa tudi prepuščeno prijaviteljem, da boste v prijavi, lahko bo nek poseben del v prijavi, kjer se vas bo spraševalo potem mogoče, kako ste v bistvu, je vaše lokalno okolje lahko v bistvu ranljivo, kar se tiče izkušanja hude energetske revščine. Bomo potem lahko gremo po sami prijavnici in boste videli, kaj to specifično pomeni. Zdaj, sama prijavnica, mogoče pa že zdaj v bistvu, se mi zdi, da bi bilo smiselno, da jo bom en primer prijavnice odprla, recimo, malo, si boste lahko predstavljali. Tale je za ta samostojno prijavo, torej ena občina s partnerji. Takole izgleda to na tisti strani, v bistvu tudi, ko se prijavljate, je zaželeno, da si najprej na svoj računalnik naložite to Word verzijo te prijavnice, potem lepo izpolnite v miru, zapišete, popravljate oziroma jo lepo v miru napišete na svojem računalniku in potem samo te odgovore, da se potem pretvori v elektronsko verzijo prijave. In že sedaj si lahko pač to prijavnico tudi snamete. Okej. Začetni nek administrativni del, mogoče, kar nas bolj zanima, je v bistvu, kaj so tiste glavne vsebine, ki jih morate vnesti. Torej, na začetku je neka analiza vašega lokalnega konteksta. Torej, saj kot sem omenila, vi ne rabite imeti celotne analize stanja energetske revščine narejene, ker v bistvu lahko, kot je bilo prej rečeno, zaprosite pravzaprav za pomoč, da bi dobili boljšo analizo stanja, ampak vseeno, ta del konteksta se pričakuje od prijaviteljev, da bodo podali neke informacije tudi o nekih podnebnih, vremenskih razmerah njihovega okolja, o stanju mogoče stanovanjskega fonda, o nekih sociodemografskih karakteristikah vaših prebivalcev, o dohodku, torej tudi nekem socioekonomskem stanju recimo, in pa seveda tudi neke mogoče osnovne informacije o stopnji energetske revščine, ki bi mogoče veljala za vaše okolje, in pa nekih mogoče že ukrepih, iniciativah, ki so bile izvedene na tem področju. Potem, kar sem omenila, da bo 20 od 50 prijav, da bo tiste, ki bodo nekako naslavljale hudo energetsko revščino, zato je tudi v sami prijavi ta del, pri katerem se preverja neka ranljivost, kar se tiče izpostavljenosti hudi energetski revščini, torej sami zapišete, in sicer tukaj, pri vsakem delu imate navodila in se vidi, da tukaj se pa predvsem osredotočite, če lahko zberete podatke glede indikatorjev, kot so, to imamo nekaj teh, ki so omenjene, so seveda lahko dostopno tudi prek SURS-a, torej zmožnost, nezmožnost prebivalcev, da ohranjajo primerno temperaturo oziroma ogrevanje svojega stanovanja, potem tiste osnovne informacije o stopnji tveganja revščine, ne samo energetske revščine, potem neke druge, kako bi rekla, kazalnike, ki predvsem kažejo na to neko socialno-ekonomsko ranljivost. Lahko se tudi mogoče, če so bile kakšne že analize, raziskave specifično narejene v vašem okolju, kar se tiče ekonomske ranljivosti ali tudi specifično energetske revščine, ali pa tudi glede neke podnebne oziroma vremenske
ranljivosti, naprimer, ne vem, v nekih okoljih, naprimer morda na obalnem okolju, kjer se lahko soočate bolj z, ne vem, problemom vročinskih valov. To se pravi, tukaj je pa potem, za razliko od tistega dela konteksta, samo so prijavitelji spodbujeni, da podajo še več informacij, torej glede tistih dejavnikov, ki lahko kažejo na to, da ste bolj ranljivi za neke hude oblike energetske revščine, in te kazalniki so lahko specifično povezani z nekim stanjem same energetske revščine ali socioekonomskim stanjem prebivalcev. Morda lahko tudi kaj več informacij o samem stanovanjskem fondu ali o učinkovitosti in neučinkovitosti stanovanjskega fonda v vašem okolju, in pa tudi, kar se tiče te vremenske ali podnebne ranljivosti. In tukaj tudi, mogoče je kdo danes z nami tudi iz nekih okolij, ki so ali iz regij, ki so del teh regij, tranzicijskih regij, naprimer Šaleška regija, Zasavska, naprimer regije, ki torej so del te tranzicije od odvisnosti od premogovne industrije in tako naprej, se lahko tudi v tem delu izpostavi ali mogoče če ste najbolj se to tiče mogoče v Sloveniji teh dveh regij, mogoče pa tudi, je dopuščeno, da se tudi neka, če je kaka regija, kjer je doživela zdaj ali pa izkuša kako bi rekla, zaton kakšne pomembne industrije, kar ima potem tudi vpliv na ekonomsko stanje prebivalstva oziroma lokalnega okolja, se lahko tudi tu omeni. In potem samo, to bomo šli samo hitro, v bistvu potem samo tip pomoči opišete, za katero fazo pomoči gre, in da čim bolj dobro v detajlih zapišete, kakšen tip pomoči bi si želeli, in da res ta tip pomoči nekako izhaja oziroma se dobro navezuje na to, kar ste predhodno povedali o vašem lokalnem kontekstu, o nekih izzivih, s katerimi se soočate. Na koncu pa boste seveda tudi vprašani, če ima to kakšen potencial za ponovitev v drugih okoljih, kakšni so neki vidiki inovacije v vašem pristopu, in pa tudi na kakšen način vaš predlog tudi, tako bi rekla, gradi na nekih obstoječih politikah, ali pa če ima kake ambicije vplivanja na politike na področju energetske revščine. Želela sem samo, da vidite čim bolj že kar danes, kaj recimo ta prijava vse zahteva. Tako da zdaj pa še samo nekaj besed, torej skozi to strukturo prijave smo šli. Kaj je pa dobra prijava? Predvsem se v bistvu gleda na vse te vsebine, ki jih podate, torej da je ta analiza konteksta res nekako jasno predstavljena, da potem ta pomoč, za katero zaprosite, tudi je razvidno, da izhaja, torej, kako bi rekla, iz vašega konteksta, iz analize tega, kakšno znanje, vire imate oziroma vam primanjkujejo in kaj lahko sploh EPAH nudi. In torej, da je skozi celotno prijavo, da se vidi neka taka rdeča linija oziroma konsistentnost, torej da vrsta pomoči ustreza tej situaciji, ki ste jo zapisali, in da je tudi seveda primerna za to, kar lahko EPAH nudi. Tisti, ki se boste prijavljali v obliki večjih konzorcijev, teh skupinskih prijav, pa tudi je v prijavi potem dobra prijava, ima jasno opredeljene vloge različnih partnerjev v tej prijavi. Torej, kako čisto postopek prijave? Najprej si sam obrazec prijave prinesite na svoj računalnik, jo izpolnite in potem jo na tisti povezavi, ki je bila tudi na začetku predstavitve in ki sem rekla, da trenutno še ne deluje, to je potem to spletno mesto, kjer se oddajajo prijave, da potem vstavite v to še spletno obliko, torej prijavo, ki ste jo pa predhodno že spisali v tem samem Wordovem obrazcu. Torej, odpre se razpis 16. februarja in potem rok za oddajo 31. marec ob 6. popoldan. Zdaj,
glede nadaljne pomoči pri sami prijavi, sami se boste lahko še raziskali, razgledali po vseh teh dokumentih, povezavah, ki vam nudijo dodatne informacije še o prijavah, o primerih uspešnih prijav iz preteklosti. Tako da vse te povezave so v bistvu v tej predstavitvi, ki jo boste dobili po koncu našega srečanja. Potem mi smo kadarkoli tekom tega časa, ko je razpis odprt, smo na voljo še za dodatna pojasnila, pridobivanje informacij. Kot rečeno, smo tu, da smo nek posrednik med EPAH in vsemi vami lokalnimi akterji v Sloveniji, tako da lahko se obrnete z vprašanji seveda neposredno na EPAH. Tukaj imate na desni strani tega zaslona elektronski naslov, na katerega lahko pošljete vaše vprašanje. Lahko pa se seveda obrnete tudi na nas, tudi na mene specifično, torej na mail naslov, s katerega so tudi prihajala zdajle obvestila glede tega spletnega seminarja. Pa morda še ena stvar za omeniti, ki pa jo res ni tule v predstavitvi, da bo naslednji teden, samo malo, bo tudi organiziran tako imenovani EPAH, redno organizira tako imenovane lunch talks. No, in ta prihajajoči, ki bo zdajle, naslednji teden, je namenjen tudi tem razpisu in na tem predstavitvi, na tem spletnem srečanju bosta predstavljena 2 primera uspešnih prijav oziroma projektov, ki so bila deležna tudi te tehnične pomoči preteklih let. Tako da tudi te informacije o tem srečanju vam bom posredovala po koncu današnje predstavitve. Tako da mogoče se lahko še spet, če želite še malce se seznaniti s primeri iz preteklosti, se lahko tudi tega srečanja udeležite. Tako da jaz bi v bistvu tukaj zdaj zaključila ta svoj predstavitveni monolog. Jaz upam, no, da se vas bo čim več, kako bi rekla, odločilo in preizkusilo in poskusilo pridobiti to pomoč, če vidite, da bi bilo to nekaj, kar bi vam pomagalo. Tako da ja, kot rečeno, smo pa tu na voljo za vprašanja, pojasnitve in seveda tudi že kar danes, če lahko začnemo, če imate tudi glede na vse slišano, kakšna vprašanja. Tako da jaz bom zdaj samo prenehala z deljenjem te predstavitve, pa tudi zaključila bom s snemanjem in vas povabila, da postavite vprašanje, če se vam je kakšno porodilo med predstavitvijo.